Primož, ampak ti si se v novi, torej republiki, v času samostojnosti Republike Slovenije odločil za samostojno pot. Zakaj? In kako je s tem, kako je s trženjem umetnosti v tem obdobju, ki tudi nenazadnje zdaj že 30 let? Ja, kot rečeno, leta 1992 je Mladinska knjiga zaprla to galerijo v Mariboru. Meni je bilo ponujeno delo v Ljubljanski galeriji in po premislekom sem sklenil, da grem samostojno pot. V prvi vrsti sem se podal v popolnoma neke nove dobe založništva in pa hkrati z letom zamika, leta 1993, sem na to odprl svojo malo galerijico na Grajskem trgu, kjer sem deloval do leta 2005. In moram povedati, da je to prvo obdobje po osamosvojitvi bilo izjemno, skratka publika, ljudje so bili izjemno naklonjeni kupovanju likovnih del. Dejansko se je trg odprl na novo in trgovina je tako rekoč cvetela, zato so se tudi seveda pojavljale vedno nove in nove galerije in likovna dela so dejansko postala tržno blago z svojo vrednostjo. Seveda so takrat največ pridobili slovenski impresionisti. To je bil čas kupovanja stanovanj po tako imenovanem Jazbinškovem zakonu, ko so nekateri seveda uvideli, da je treba prodati neke premičnine za to, da se kupi nepremičnina po zelo ugodni ceni. Tudi to je nekako poganjalo vse skupaj. Konec vsemu temu je bila ta svetovna gospodarska kriza leta 2008 in imam občutek, da se še do danes